Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, in dobrodošli v današnji oddaji, v kateri bomo govorili o tistem času, ko vsako leto v začetku koledarskega leta intenzivneje razmišljamo o tem, kaj pravzaprav naše izobraževalne ustanove ponujajo. Namreč o času, ko se tako osnovnošolci kot tisti, ki končujejo srednjo šolo, odločajo, kaj bodo pravzaprav v življenju počeli, na katerem področju se bodo v prihodnje izobraževali, in prav zato sem v studio povabila gosta, ki veliko ve o tem, kaj pravzaprav naše izobraževalne ustanove, podrobneje na Goriškem, ponujajo. To je predsednik Univerze v Novi Gorici, dr. Danilo Zavrtanik. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. Rekla sem, da veliko veste, kajti prav Univerza v Novi Gorici z vsakim letom ponuja nekaj več programov. Pa nekaj univerz v Novi Gorici, to je mlajša slovenska univerza. Kdaj ste ustanovili? Ja, to je najmlajša slovenska univerza. Ima zanimivo pot, kako je nastala. Namreč ni nastala tako klasično kot univerza z nekim dekretom, pa v bistvu bolj projekt nekaj zanesenjakov, ki so želeli postaviti visoko šolstvo na Goriškem. Tako pa skromno smo začeli, z eno majhno fakulteto za znanosti v okolju, ki je bila predvsem, ki je izobraževala podiplomsko, ki je bila na začetku zelo mednarodno vpeta, veliko mednarodnih profesorjev smo imeli, kar je bilo za tiste čase v Sloveniji kar precejšnja novost. Potem pa je ta zadeva rasla, dodajali smo nove študijske programe in eno tako prelomno leto, se mi zdi, da je bilo tam okrog 98, če se prav spomnim, 99, ko smo vpeljali prvi dodiplomski študijski program. Takrat je, mislim, da tudi navzven postalo jasno, da so naše ambicije večje kot samo ostati pri podiplomskem izobraževanju in tudi notranje smo se morali prilagoditi tej novi situaciji. No in takrat je v bistvu začela nastajati ideja o univerzi, ki se je potem v prvi fazi pokazala v obliki politehnike. Inštitucije, ki je imela univerzitetno strukturo, ni pa tega imena smela uporabiti, ker v tistem času bi bilo to, mislim, da bi padlo na nas iz vseh koncev in krajev. Zato smo dokaj, bomo rekel, tako pragmatično privzeli ime Politehnika, ki je na eni strani pomenilo, da smo več kot ena fakulteta, da pa najbrž še nismo univerza in da rabimo še nekaj razvoja. No in potem je prišel tudi ta trenutek, smo dočakali kaj je bilo to, mislim, da bo aprila meseca bo 5 let, ker je senat sprejel sklep, da se Politehnika preoblikuje v univerzo. Postopek potem seveda ni bil kratek, v Sloveniji nove stvari nikoli niso sprejete z odprtimi rokami in je bilo tudi tukaj treba še nekaj napora, da smo potem v letu 2006 prišli do statusa univerze in danes smo tukaj. Tako. Zakaj se vam je zdelo takrat na začetku pomembno, da neko visokošolsko izobraževalno, raziskovalno središče dobi tudi Goriška? Saj ne vem, če smo tako razmišljali takrat. Mi smo bolj, mogoče treba povedati še to, da ideja je nastala na Inštitutu Jožef Štefan. Takrat, ker takrat sem bil jaz tam direktor in je ožje vodstvo želelo razširiti znanstveno dejavnost inštituta tudi na pedagoški del, na univerzitetni del. No in ko smo, kot veste, je bil inštitut potem tudi eden izmed dveh prvih ustanoviteljev te fakultete za znanost in okolje skupaj z mestno občino. In takrat smo čisto strateško pogledali. Mi smo takrat z Ljubljane gledali, nismo gledali z Nove Gorice Ljubljano, ampak z Ljubljane okolico. Ljubljana je bila visokošolsko zasedena, Maribor je svoje področje zasedal. Kranj se nam je zdel malo manj zanimiv, ker je tam Mariborska univerza že imela svojo fakulteto, dokaj veliko. No, potem smo, ker nas je bilo kar nekaj Primorcev v tisti skupini ljudi, ki je o tem razmišljala, smo seveda pogledali tudi na Primorsko. No, in je zanimivo, da smo bili prej na razgovoru v Kopru kot v Novi Gorici,
ampak odziv Nove Gorice je bil veliko toplejši kot pa v Kopru. Očitno so v Kopru takrat že imeli neke druge načrte. No in tako smo pravzaprav končali v Novi Gorici. In če zdaj gledam nazaj, jaz mislim, da je bila ta odločitev zelo dobra. Prvič iz čisto strateškega vidika. Nova Gorica je najbolj zahodno slovensko mesto, lahko da je kakšno manjše v Brdih, še malo bolj zahodno, da ne bojo Brici jezni name, ampak če gledamo kot neko urbano regijsko središče, je Nova Gorica najbolj zahodno slovensko mesto. Se pravi, iz strateškega razloga je zelo dobro, da je univerza tukaj. In drugič, mislim, da tudi za sam razvoj Goriške kot regije ima univerza velik pomen, kar predstavlja eno jedro ne samo šolanja novih mladih ljudi in novih kadrov, ampak tudi jedro raziskovalne dejavnosti, ki se mora na dolgi rok potem pokazati in rezultirati tudi v ekonomskem razvoju tiste regije. Tako da, če dodam še to, da smo tudi mi pravzaprav v regiji zadovoljni, sem pa kje smo malo tudi kaj razmišljali, v težkih trenutkih smo tudi razmišljali, da mogoče bi tudi kam drugam šli, no, ampak če vse skupaj pogledam zdaj zgodovino 15 let, odkar sem tukaj, jaz mislim, da nas je okolje dobro sprejelo, primerno sprejelo, da smo v zadnjem času tudi zelo, zelo otoplili odnose z mestno občino in mislim, da prihajamo do pravega projekta kampusa, ki bo prinesel pozitivne posledice ne samo univerzi, ker se bo omogočil večji razvoj, ampak mislim, da bo tudi mesto Nova Gorica dobilo ne samo univerzo, ampak tudi v, če hočete, arhitekturnem smislu eno zelo zanimiv in lep nov del mesta. No, če se vrneva na tisto obdobje Politehnik oziroma Fakultete o znanostih v okolju, bilo je to vsebinsko nekoliko, so bili to naravoslovno naravnani študiji, kaj ne? V začetku ste razmišljali o naravoslovju pretežno? Sej še zmeraj razmišljamo. Usmeritev naše ustanove je bila vedno v bolj naravoslovje, tehniko, biotehnologijo. Tukaj zdaj v zadnjem času veliko več pozornosti posvečamo biotehnologiji, biomedicini. Vendar smo bolj iz teh narodnostnih razlogov pripeljali v Novo Gorico tudi humanistiko, predvsem ne tukaj omeni slovenistiko in pa kulturno zgodovino, ki ima spet, ta narodno, kulturno, izobraževalno, raziskovalni potencial prinaša v regijo. Ampak mislim, da se naša univerza, vsaj po zdajšnjih načrtih, ne bo razvijala močno v humanistiko, še manj pa v družboslovje, ampak namerava ostati bolj podobna, rečemo, tehnični univerzi, kjer prvič se bo izobraževalo za te poklice, katerih danes v Sloveniji bistveno primanjkuje, in predvsem pa želimo tukaj postaviti zelo močno mednarodno raziskovalno dejavnost, ki bi imela potem tudi ekonomske posledice in učinke. No, vedno je veljalo, da je veliko več študentov nagnjenih k družboslovnemu študiju na območju Slovenije in da je nekako manj tistih, ki se odločajo za tehnične in naravoslovne študije. Ta trend se obrača, kakšne so vaše izkušnje? Ne, mislim, da se še ne obrača. Ni bilo pa vedno tako, ne. Včasih, ko sem bil jaz študent, je bil naval na družboslovje in humanistiko bistveno manjši, kot je danes. In tukaj bi morali vsi tisti, ki smo odgovorni za šolanje mladih ljudi, pa tukaj mislim od vrtca naprej, mi smo samo zgoren del na vrhu, ker lahko samo v določeni meri vplivamo na odločitev mladih ljudi. In velikokrat slišite tudi, treba prepovedati, treba omejiti, treba ne vem kaj. To niso rešitve, ker, gledajte, vi lahko omejite vpis na družboslovju na nič, ampak ti mladi ljudje se še vedno ne bodo vpisali zaradi tega na naravoslovje. Jaz mislim, da se ta nezainteresiranost za naravoslovno-tehnične poklice začne mnogo, mnogo prej. Jaz se bojim, da je to posledica dogajanj v
osnovnih šolah, srednjih šolah, ko se permanentno daje mladim ljudem vtis, da je naravoslovje, tehnika pa nekaj težkega, da to terja strahovite napore, da je mogoče celo potem služba ni tako zanimiva, kot je tista, ki jo lahko dobi recimo nek ekonomist ali pravnik. Ta zadnji del je mogoče celo res. Mi smo razvrednotili inženirske poklice v Sloveniji v zadnjih 20 letih, to je šlo precej navzdol. Razvrednotili smo tudi ugled znanosti, ugled znanstvenikov, inovativnosti, da ne govorimo. Slovenija praktično inovativnosti ne pozna. Človeka, ki je inovativen, ga uvrščamo skoraj bolj med tiste ta čudne. Kaj pa ta hoče nekaj novega? Skratka, to se je zgodilo v zadnjih 20 letih, se je zgodil ta premik. Za tale prvi del, jaz mislim pa, da je tukaj treba pa več delati v šolah. Ne mlade ljudi strašiti, kako je to strašno, kako je to težko, ker ni. Tisti, ki ima talent za to, je to lažje kot družboslovje. Jaz ne vem, če bi mene zdaj nekdo prisilil, da moram končati pravo, se najbrž bi se lahko potrudil, ampak namučil se bi pa kot žival, ker meni to niti ni zanimivo, niti se mi ne zdi... Tudi ne bi se dobro, ne uživali ob tem. Ne bi tega z veseljem delal. Tako da mislim, da tukaj imamo veliko rezervo. Mlade ljudi pripravljati od prvega razreda osnovne šole naprej, da je naravoslovje, da je medicina, da je biomedicina danes, da so biotehnološke znanosti, da so to lepi poklici, da so to zanimivi poklici in da mogoče za talentirane, tisti, ki imajo talent v tej smeri, nič bolj težki kot poklic pravnika ali kogarkoli drugega. Odvisno je, da človeku, že mlademu otroku, ne priskutite določenih področji in da rajši v njemu iščete talente. Če ima talent za to, ga ne sili nekam drugam, pusti ga, ne gre v to smer. In tukaj mislim, da lahko veliko naredimo, da se bo to premaknilo. Se pa mora premakniti. Če pogledate resne študije OECD-ja, mi imamo po številu diplomantov, če pogledate povprečje OECD-ja in Slovenijo, Slovenija ima manko na naravoslovnih vedah, na inženirskih vedah, na medicini, na biomedicini. Humanistiko ima približno na povprečju in družboslovje mi proizvedemo dvakrat več diplomantov na družboslovju kot povprečje OECD-ja. In to ne bo v družbi zdržalo, ker s temi ljudmi jih ne bomo imeli kam dati. Tako da ne da bi delal zdaj reklamo za naravoslovje ali tehniko, ampak tisti, ki se odločajo za družboslovje, se morajo zavedati, da bodo v svoji poklicni karieri imeli bistveno hujšo konkurenco, kot so jo imele naše generacije, in da se kaj lahko zgodi, da tudi polovica ljudi, ki danes študira družboslovje, ne bo nikoli v življenju mogla opravljati poklica, za katerega se je usposobila. Ampak jaz mislim, da ne morate delati tukaj sile, to so človeške odločitve, šolanje je človeška odločitev, posameznika. In vse, kar lahko naredimo, tisti, ki smo za to odgovorni, je, da mladim ljudem prikazujemo realno sliko. Da se potem, glede na realno sliko, znajo sami odločiti, kaj je za njih najboljše. Ena od teh možnosti, da vendarle razmišljajo tudi o naravoslovju oziroma o tehničnih vedah, je seveda tudi priložnost nekih zanimivih, atraktivnih študijskih programov. Vi ste vendarle nekako drugače oblikovali svoje študijske programe, kot jih ima recimo Univerza v Ljubljani ali Univerza v Mariboru. To so na nek način okosteneli študijski programi, vi ponujate neke zanimivejše, alternativnejše morda na nek način. To je res, da atraktivnost študijskih programov gotovo privleče študente bolj, kot če imaš nekaj, kar je staromodno, zastarelo in mogoče neprimerno. Tako da mi se tukaj zelo trudimo, predvsem v dve smeri. V eni mislim, da smo precej že naredili, to je imeti majhno število študentov in poskrbeti, da ima vsak študent maksimalen stik z ljudmi, ki ga učijo, s profesori, z asistenti. To nam je uspelo in
smo potem v Sloveniji znani tudi med mladimi ljudmi. Mladi tudi govorijo, da je ta univerza težka. Tisti, ki ne mislijo prav resno študirati, rajši ne, ker bo pretežko, bo preveč dela. To najbrž izhaja iz tega, če imate vi majhno grupo študentov, vsakega poznate in tukaj ni potem skrivanja. V grupi 200 študentov vi lahko po domače povedano zabušavate in profesor bo to opazil šele na koncu leta na izpitu mogoče, ali pa še takrat ne, če ga boste kje okoli prinesli. Tukaj je pa vsaki dan. Ko stopiš v razred, v predavalnico, se vsi poznajo. Profesor poimensko pozna vse študente in tudi poimensko za vsakega ve, kaj zna in kaj ne zna. In to je določena, na eni strani je določen pritisk na mlade ljudi, da se ne morejo obnašati neodgovorno, tudi do študija, česar imamo v Sloveniji ogromno. In po drugi strani pa to lahko postane zanimivo. Ti imaš na razpolago nekoga, ki nekaj ve in s katerim se lahko odkrito pogovarjaš in v bistvu prenašaš znanje na en prijeten način, v smislu pogovora. Ni treba, da je tako uradno vse preko knjige, preko katedra in tako naprej. Spravi, to je velika prednost in tisti študentje, to opažamo, ki so našo univerzo izbrali ravno zaradi te lastnosti, so izjemno zadovoljni. Pravijo, jaz imam tukaj skoraj individualni študij, kot da bi mi starši naročili profesorja, ki mi pride domov in se samo z mano pogovarja. Tako da to je velika prednost in mogoče premalo poudarjena v javnosti oziroma ljudje premalo to poznajo. Kako velike so te skupine? Ja, to je zelo različno, ampak nikoli ne presežejo 20 študentov, velikokrat so pa te skupine tam 5 študentov. Recimo v prvih letnikih so mogoče skupine 20 študentov, ker je študentov malo več, potem se populacija razreči in v zadnjih letnikih delajo v skupinah 3-5 ljudi, mislim, to je skoraj individualni študij. No, druga stvar, s katero smo se pa letos začeli zelo resno ukvarjati, je posodobitev študijskih procesov. Se pravi, uvesti nove metode učenja. Ne samo klasiko, to, da profesor predava, da potem imaš razgovore s profesorjem, da imaš asistenta na voljo pri vajah, ki lahko pomaga tudi pri razumevanju snovi. Ampak iti en korak naprej, uporabiti moderne medije. To v visoko šolstvo prodira, bo nezadržno prodiralo. Nekatere moje kolege je strah, kaj se bo zgodilo, a bojo potem vse univerze potekale po internetu. Jaz ne vem, to ni jutri, glede na mojo starost, najbrž me ni treba, da me skrbi tako daleč naprej. Ampak nedvomno pa je, da te tehnologije vstopajo v študijski proces in zakaj jih ne bi izkoristili. Recimo ena zanimivost, ki jo mislimo mi vpeljati, je ta, da bi predavanja kvalitetno posneli. To bo verjetno prva faza te posodobitve. In da bo potem študent, ko se vpiše oziroma ko bo prišel prvič na predavanja, bo dobil na ključku profesorjeva predavanja. Do naslednje ure bo moral prve 2 predavanji prebrati. Doma si jih pogledati, poslušati, zapisati, narediti, kar pač bo hotel. In potem bo naslednja kontaktna ura s profesorjem, ne bo predavanje profesorja več ex katedra, ampak bojo vprašanja študentov. Tega nismo razumeli, kaj ste tukaj mislili, ko ste to povedal v predavanju. In jaz mislim, da bi to, ko bomo to uvedli, jaz mislim, da to je velik korak naprej pri prenosu znanja na mlade generacije. Potem seveda razmišljamo tudi dlje, se pravi internetna učilnica. Zakaj bi profesorja iz Amerike pripeljali gor, če danes imate možnost narediti učilnice, ki so opremljene z kamerami, ki so online povezane skupaj in se ob 10 v Novi Gorici, najbrž ne, ker potem bi v Ameriki profesor moral ob 4 zjutraj predavati, ampak recimo ob 10 zjutraj v Ameriki, v Chicagu, ob 4 popoldne pa se naši študenti usedejo v predavalnico, prižgejo računalnike in imajo kontakt
Oni vidijo profesorja, profesor vidi njih, predavanja se začnejo, profesor lahko reče, a si ti zaspal, ne, ker ga vidi. Skratka, in se začne predavanje in se začne potem tudi komunikacija, vprašanja in poteka sicer po spletu, ne, ljudje so na različnih koncih sveta lahko, ampak še zmeraj imate učilnico, še zmeraj imate vizualni in glasovni kontakt med profesorjem in študenti. To je projekt, ki terja tudi malo več denarja, ampak jaz mislim, da ga bomo v 2-3 letih speljali, poskusno na mene stvari že tečejo, tako da tukaj si potem obetamo tudi, predvsem na podiplomskem študiju, si obetamo tudi več študentov iz tujine, ker Kitajcu potem ne bo več treba priti študirati v Novo Gorico, vsaj ne za 4 leta, ne, za krajše obdobje in bo del študijskih obveznosti lahko opravil preko takih sistemov. Ne. Tako da, ja, je treba iti naprej in nove tehnologije spustiti v učni proces. Ne. Tega ne morete zadržati. In jih optimalno prilagoditi svojim potrebam. Ne jih spuščati noter nekontrolirano, ne, ampak kontrolirano na primeren način in potem tudi gledati, kakšen je rezultat tega in prilagajati. Ampak, veste, reči, da tega ne boste naredil, ne, je tako, kot da bi rekel, da boste znanost ustavili. Tega danes ne morete. Ne morete, ne, to bo šlo naprej, ljudje smo vedoželjni, ljudi nas zanimajo nove tehnologije. Mladina danes je pri računalnikih bistveno več, kot smo bili mi smo bili nič, ne, jaz sem imel to srečo, da sem doktorat delal v tujini in da sem se srečal z računalniki res takrat, ko so vam prišli, ampak povprečen znanstvenik moje generacije o računalniku ve malo ali nič, bolj ali manj uporablja mail in internet in to je to. Ampak, kot sem rekel, mlade generacije bojo v tem pogledu popolnoma drugačne. To je običajno vsakodnevno orodje za njihovo funkcioniranje. In tukaj nimate izbire, morate prilagoditi. Mi delamo z mladimi ljudmi in ne moramo z mladimi ljudmi delati tako, kot se dela z ljudmi, ki so v domu ostarelih. Ko snujete te nove stvari in se odločate za te novosti, po čem se zgledujete? Imate kakšen zgled v tujini, ki je morda? Seveda, mislim, ni treba... Tople vode odkrivati. Ja, tople vode odkrivati. Lahko dodate nekaj svojih specifik zraven, ampak te stvari se v svetu dogajajo. Tukaj prednjači Amerika in Azija. Če greste na eno dobro ameriško univerzo, na njihovo spletno stran pogledati, boste dobila predavanja njihovih profesorjev, praktično vsa predavanja njihovih profesorjev dostopna, odprta, tudi za ljudi, ki niso vpisani na njihovo univerzo. Amerika je šla tako daleč, univerze, da so odprle. Zdaj seveda, tukaj je strah upravičen, ne? Če si ti univerza tipa Harvard, lahko to narediš, ampak se bojo študenti na Harvard čez zmeraj vpisovali, ne? Če si ti univerza tipa na drugem koncu kvalitetne lestvice, je zelo nevarno, da bojo ljudje se ne vpisovali več k tebi, ampak da bojo poskušali preko neke univerze, ki ima dostop do Harvarda, se tam učiti. Tako da tukaj je tudi konkurenčni boj in ta bo neizprosen. Tisti, ki ne bomo naredili primernih korakov v to smer, bomo zginili iz zemljevida visokošolskih ustanov na svetu. Ne? Ampak tvegati je vedno treba, ne? Ja, ravno tako, kot morajo tvegati podjetniki, ravno tako moramo tvegati ustanove, akademske ustanove, ki se ukvarjamo z neko drugo dejavnostjo, mogoče bolj mehko, ampak zaradi tega je še bolj spolzka. Rekla sva, da ste postavili univerzo v Novi Gorici na skrajnem zahodu Slovenije. To je tudi izziv za to, da študentje v Italiji vidijo svoj interes v študiju pri vas. Seveda pa tudi gre za povezovanje s tujino. Ves čas govoriva o tem, kaj se dogaja v tujini, prenašate vzorce, pozitivne prakse v svoje okolje. Vendarle gre za neko povezovanje ves čas na področju, ki pomeni predavatelje in na znanstvenem področju, kaj ne? Zdaj, z mednarodnim sodelovanjem je tako kot z odnosi med sosedi. Sta najbližji, imaš najslabše odnose, sta najbolj oddaljeni, pa bolj daleč strankarstvo imaš boljše. In tukaj z univerzami je zelo podobno. Tudi razlog je zelo podoben, ne? Ker si konkurenca, ne? In konkurenca
z univerzo v Ameriki, niti oni nam, niti mi njim nismo nobena konkurenca. In tukaj se lahko zelo odprto pogovarjamo, kaj bi skupaj naredili, kako bi sodelovali in tako naprej. Ne. Univerza, ki je blizu tebe, pa je konkurenca. Ne. In takrat ljudi skrbi, ali mi bo sodelovanje škodilo, ali bom zaradi tega univerza profitirala, imela več študentov, jaz pa manj. Mi smo v preteklosti predvsem bazirali sodelovanje na odprto, na cel svet, nismo se omejevali na kakšne koščke, tako da če bi zdaj, če greste na našo spletno stran pogledati, jaz niti več ne vem, ker je težko slediti, in pogledate spisek ustanov, s katerimi sodelujemo, ta številka gre zdaj, ne vem, preko 200-300 in te inštitucije prihajajo z celega sveta. In imamo tudi izjemno dobre izkušnje. V zadnjem času se povečuje študentska izmenjava, to je predvsem zaradi Erasmus projektov evropskih, ki tudi finančno podpirajo take izmenjave. Tako da opažamo, da je naša univerza postala zanimiva za študente pravzaprav iz vse Evrope, ne? Od zahodne Evrope do vzhodne, pa tja do Turčije. Ne? Turki nas imajo zelo radi pridejo na kakšno izmenjavo. Jaz žal moram reči, da ne razumem naših študentov, zakaj tega bolj ne izkoriščajo. Letos se je stanje izboljšalo, se tudi še izboljšuje, ampak še zmeraj tako zelo skromno, ne? Zelo zapečkarsko mi ta mladina deluje, ne? Noče, ne vem, težko jim je pol leta iti nekam drugam. Vse verjamem, da je naporno, ne? Prideš v novo okolje, prideš na novo univerzo, najbrž moraš malo več delati, kot si delal doma, ampak po svoje je pa to ena zelo lepa življenjska izkušnja, ki bi jo morali mladi izkoristiti. Za mladega, ambicioznega človeka je bilo običajno, da to preizkusi. Pričakoval, da bo tega malo več. Jaz upam, da se bo to še razvilo, ne? Se pravi, to je ena zgodba, ne? In ta teče bolj ali manj uspešno. Najbolj uspešno teče na področju znanosti, tam imamo odlične stike z raznimi inštitucijami. Potem pridemo pa na to mikrookolje, ne? Gorica stara, Nova Gorica, univerza, in tukaj bi si mi želeli narediti bistveno več. Jaz bi zelo rad videl, da bi univerza v neki fazi postala, če hočete, povezovalna točka, okoli katere bi se začelo boljše sodelovanje med obema Goricama. Konec koncev to je eno mesto, kakorkoli ga gledate. Vmes je bila ena zanimiva zgodovina, ki nas je delila tako in drugače, ampak danes, če pogledate, je to eno mesto, ki bi lahko bilo zgled evropskega mesta, zgled sodelovanja med različnimi kulturami, ampak te stvari grejo počasi. Jaz si predstavljam, da je najbrž iz razlogov zgodovina na tem področju zelo kruta in seveda taka kruta zgodovina pusti posledice na zaupanju med ljudmi. In mi smo tudi naredili tak prvi simboličen korak, ko smo preselili Fakulteto za znanosti v okolju v Staro Gorico, v Križno ulico. Jaz ocenjujem, da je bil to zelo pomemben korak, zelo dobro se počutimo dol, nobenih incidentov, študentje, se mi zdi lepo, da grejo malo v Italijo, malo v Slovenijo, in to bi morali bolj izkoristiti, ne. Ta specifičen položaj obeh Goric bi morali bolj izkoristiti in univerza bi lahko tukaj odigrala, ker univerza je neka nevtralna inštitucija in jaz upam, da nam bo v prihodnosti bolj uspevalo pridobiti mogoče tudi kakšno mednarodno inštitucijo v to področje, ki bi potem kot neka nevtralna inštitucija začela bolj povezovati. Tisto, kar me recimo mene osebno zelo veseli in zelo rad povem, je to, da so se Italijani začeli zaposlovati pri nas. Na naši univerzi imamo zdaj trenutno približno 25, mogoče do 30% med akademskim osebjem tujcev, ki prihajajo iz 15 držav, od Avstralije do
preko Azije, Evrope. No in tukaj jim prednačijo pa Francozi in Italijani. Italijani so na prvem mestu. Se upravičujem. V visokem šolstvu v Italiji je težka situacija. Doživeli so precejšnjo zmanjšanje denarja, univerze so relativno polne in zgodila se je situacija, da imate izvrstne mlade ljudi z izvrstnimi referencami, ki nimajo zaposlitve in ki zaposlitev iščejo in ki si jo našli pri nas. Za nas je to izjemno pomembno, kot mlada ustanova, dobiti kvalitetne mlade ljudi. Pomeni za nas hitrejši razvoj. In moram reči, da se zelo lepo razumemo in tudi med njimi je kar nekaj kandidatov, ki bodo dobili pri nas stalne službe. Seveda pogoj za stalno službo pa je znanje slovenskega jezika in vsi ti mladi ljudje se slovenščine z velikim veseljem učimo. Tako imate slovenistične študije? Ja, jaz mislim, da to je tisto ta pravo, da nehamo gledati na Italijane, Slovence, ampak da oboji mogoče znamo oba jezika, ker nam bo življenje bistveno lažje in za te ljudi tudi večje možnosti za njihovo kvalitetno življenje, za njihovo kvalitetno kariero. Tako da to se mi zdi en tak dober znak, da mladi ljudje na zdajšnjo situacijo pa mogoče le gledajo malo drugače. Bodo mladi znali preseči. Kot mi, ki nas obremenjujejo do neke mere. To je pač običajno. Bolj ali manj nas obremenjuje zgodovina. Seveda. S časom, seveda z leti, z distanco potem stvari izgledajo drugačne. Vendarle, če se vrnemo na začetek, morali ste postaviti nek akademski zbor, morali ste sestaviti neko skupino profesorjev za to, da so lahko te procesi stekli. Kje ste dobili te ljudi? To ni lahko, ker dobri ljudje niso na zavodu za zaposlovanje, posebej ne visoko izobraženi, ampak so nekje v službah. In seveda, povejte mi en dober razlog, zakaj si bi en ugledni profesor iz ene univerze s tradicijo premaknil na eno mlado univerzo, kjer niti ne veš, ali bo preživela ali ne v neki fazi, recimo, če gledamo 10 let nazaj, ali pa če gledamo čiste začetke pred 15 leti. Tako da, jaz ne vem, mislim, da sta bila dva razloga. Eden je bil ta, da smo imeli zelo dobre stike z Inštitutom Jožef Štefan, ki nam je kadrovsko v začetku zelo pomagal. Se pravi, inštitut je znanstvena ustanova, kjer imate znanstveno formirane ljudi, ki pa niso imeli možnost izobraževanja. Kljub temu, da si je marsikdo med njimi želel, da bi svoje znanje prenašal tudi preko učenja na mlajše ljudi. Tukaj je bilo še ena sreča. Jaz mislim, da nam je Ljubljanska univerza zelo veliko uslugo naredila, ker je bila v tistem obdobju zaprta. Ker ni želela absorbirati teh ljudi iz raziskovalnih inštitutov. Jaz sem se že večkrat zahvalil, čeprav si mislil, se norca delam iz njih, ampak se ne delam norca, mislim čisto resno. Če Ljubljanska univerza v tistih časih ne bi bila tako zelo zaprta, bi nam bilo bistveno težje priti do kvalitetnih ljudi. Tako da to je tudi k temu pripomoglo. In ne nazadnje, jaz mislim, da cela ekipa ljudi, ki smo začeli s tem projektom in ki so se nam kasneje priključevali, je znala te ljudi, recimo predvsem tuje profesorje, pritegniti predvsem zaradi tega, ker jih je poznala, ker so bili to ljudje, ki smo veliko hodili po svetu in smo te ljudi poznali. In mogoče smo jih prepričali tudi s tem svojim entuzijazmom, ker so ljudje rekli, pa se, če neki projekt tako, če ljudje delajo en projekt s takim entuzijazmom, pa se to ne more propasti. Vi ste v to verjeli in potem je... Ja, mislim, da smo vsi verjeli in tudi zdaj, seveda inštitucija zdaj bistveno večja, se zaposlujemo že 170 ljudi, ampak mislim, da smo imeli izjemno srečo, ljudi, ki smo dobivali, so izjemno kvalitetni, ne samo kot strokovnjaki, ampak tudi kot ljudje, ki so privrženi inštituciji, privrženi ideji
da je treba to inštitucijo še naprej graditi in dograditi in v takem kolektivu seveda je užitek delati. Ne. Še ena značilnost vaše univerze, se pravičujem tudi jaz, je zanimiva. Namreč prepredli ste svojimi fakultetami pravzaprav to goriško ali tudi širše, Vipavsko in Kraske, ne? Ja, tukaj nas je malo sililo tudi, so nas malo silila tudi dejstva, da nismo imeli primernih prostorov in smo se kar precej razselili. V bistvu je naša dejavnost v tem trenutku še vedno razseljena od Benetk do Ljubljane, z mestnimi postajami Stara Gorica, Nova Gorica, Ajdovščina, Postojna, zdaj prihaja še Vipava, ker smo ravno v začetku januarja pridobili relativno kar veliko vinogradniško posestvo, 16 hektarov, se pravi nekaj dejavnosti bo tudi tam. Kot sem rekel, to je bila silom prilik je to nastalo. Z izjemo Benetk. Benetke so načrtovane. Študijski program restauratorstva, arhitekturne in krajinske dediščine je nastal v sodelovanju z Univerzo v Benetkah, je izjemno mednarodno odprt, trenutno ne predava niti en Slovenc. Potem in seveda med študenti v vsako generacijo komaj kakšnega Slovenca dobimo, mogoče enega, dva in 20 tujcev. In tudi glede na dejavnost tega študijskega programa se nam je zdelo, da so Benetke atraktivne. In se je izkazalo, da so res atraktivne. Tako da to enoto v Benetkah bomo obdržali. Te enote ne nameravamo seliti, ker mislim, da bi naredili škodo. Seveda in tudi to, da imaš oddelek v Benetkah, tudi prispeva k ugledu in prestižu naše univerze. Vse ostalo pa mislim, da bomo dolgoročno selili na lokacijo novega kampusa. To seveda ne bo jutri, niti čez eno leto, ampak bo šlo postopoma. Edino, kar mislimo, da bo ostalo v Vipavi dolgoročno, je vinogradništvo in vinarstvo, ker verjetno sodi bolj v center vinorodnega okoliša kot v urbano sredino, še posebej, ker smo zdaj prevzeli tudi 16 hektarov veliko posestvo, ker je fajn, če je to posestvo blizu fakultete. Skratka, to bo v Vipavi, še posebej, če nam uspe pridobiti evropska sredstva in obnoviti dvorec Lantieri, kar zaenkrat držimo pesti, ampak kaže zelo dobro. Krasno. Jaz bi predlagam, da na hitro preletiva vaše programe. Nekaj sva že povedala, Fakulteta za znanosti o okolju ponuja torej izobraževanje na vseh področjih, ki se znanosti o okolju tiče. Kratko, zakaj gre v tem programu? Ja, Fakulteta za znanost o okolju, to je najstarejši del naše univerze. Trenutno izvaja dva študijska programa, prvo stopnjo in drugo stopnjo znanosti o okolju. To je edinstven študij, takega študija v Sloveniji ni. Se pravi, tisti, ki jih okolje zanima, to je ta pravo mesto za priti študirati. Druge v Sloveniji študija okolja, posvečenega samo okolju, ni. Kakšna je, če smem vprašati, zaposljivost diplomantov? Zaposljivost je kar visoka, je tam okrog, mislim, da 80%. Imamo seveda z zaposlovanjem malo težav, ne zato, ker bi bili diplomantje karkoli narobe z njimi, ampak bolj z mentaliteto v slovenski družbi. Skrb za okolje ni poceni. In dokler ne bo to področje regulirano, kdo in v kakšni meri mora skrbeti za okolje, do takrat se seveda ti ljudi, šolanih ekologov, otepaš, ker če ga boš dobil v podjetje, ti bo prebrskal vse in najde vse posod, kjer imaš stvari neurejene in jih boš moral urediti. Ampak v perspektivi? V perspektivi je to poklic prihodnosti. Se tudi zdaj se ni tako, da ne bi zaposlitve dobili. Naslednja je Poslovno-tehniška fakulteta. Poslovno-tehniška fakulteta ima tudi dva študijska programa, gospodarski inženiring 1 in 2, se pravi prva in druga stopnja. To je pa en zelo zanimiv
zelo zanimiv poklic, gospodarski inženir, ki je po ocenah Evropske unije poklic prihodnosti, ker združuje tehnična in poslovna znanja. In diplomant je potem usposobljen bodisi za neko samostojno dejavnost, malo podjetništvo, ker razume tehnološke vidike in tudi ve, kaj so osnove poslovanja, kako moraš poslovati. So pa tudi uporabni v večjih podjetjih, kjer pač prevzemajo posamezne projekte, ki tudi zahtevajo obe vrsti znanja. Tukaj imamo že kar nekaj let, dobivamo diplomante, tudi največje število diplomantov na naši univerzi prihaja iz te fakultete in njihova zaposljivost je naravnost fenomenalna, preko 90% v 6 mesecih po diplomi, kar kaže na to, da je teh kadrov na našem tržišču zares manjkalo in da jih praktično posrkajo. Večina ima neko dogovorjeno službo že v času, ko delajo diplomo. Prihajajo tudi iz podjetij na študije? Ja, tega je bilo v začetku kar nekaj, smo imeli tudi izredni študij, vendar mislim, da smo to bolj ali manj izčrpali. Tista generacija, ki si je to želela, pa ni imela možnosti, se je zdaj v teh, 10-12 letih, odkar ta fakulteta deluje, bolj 12, se je izobrazila in se vrnila v okolje. Ta mladi pa pač imajo zdaj že možnost, da to študirajo kot redni študij pri svojih 18 letih. Fakulteta za aplikativno naravoslovje? Fakulteta za aplikativno naravoslovje ima 2 študijska programa, in sicer inženirsko fiziko na 1. stopnji in eksperimentalno fiziko na 2. stopnji. Doslej je imela enega samega diplomanta, ki se je potem odločil, da bo nadaljeval študij na 2. stopnji, kar je zelo lepo, tako da tukaj kakšnih podatkov o zaposljivosti in tem vam ne morem dati, ampak to je poklic bolj eksperimentalno usmerjenega fizika, ki po mojih podatkih v Sloveniji v tem trenutku da ne najdete enega samega nezaposlenega, ampak ga ne najdete tudi na razpisih, ker jih praktično ni, ker so vsi ti ljudje. So pa to smeri, ki so vam blizu? Ja in ne. Seveda je fizika, ker sem tudi fizik, ampak tukaj je precej novih tehnologij, novih materialov, novih senzorjev, detektorjev. Skratka, je to bolj aplikativna fizika. Ni taka klasična fizika, kot jo dobite recimo na Univerzi v Ljubljani. Je precej drugačna. Odpira pa seveda tudi možnost raziskovalnega dela in usmeritev potem v znanost do doktorata. Ampak doktorate imamo pa mi vse na podiplomski fakulteti. Fakulteta za humanistiko? Fakulteta za humanistiko je relativno mlada. Začela je s študijskim programom slovenistike. Danes ima 3 študijske programe, ne 4. 4. Se pravi slovenistiko na 1. stopnji, jezikoslovje na 2. stopnji, kulturno zgodovino na 1. stopnji in en zelo zanimiv študij migracij in medkulturnih odnosov. To je podiplomski študij? To je 2. stopnja, ki je nastal v okviru enega evropskega konzorcija. Nemci, Norvežani, Portugalci, pa mi smo začeli. Zdaj so se nam priključili še Čehi. Zanimajo se tudi Hrvati, skratka konzorcij raste in mislim, da bo z malo sreče prerastel v en evropski študijski program Erasmus Mundus, ki bi potem bil tudi primerno finančno podprt strani Evropske unije. Zelo atraktiven študij, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo. No, to je en študij, ki nam je pisan na kožo, tukaj v regiji. Tako je. Ideja je pravzaprav bila v tem, da v Sloveniji, kljub temu, da je to vinorodna dežela, ki ima kar solidno proizvodno glede na velikost tudi vrhunskega vina, ni bilo enega samega študija, ki bi šolal ozko. In ki bi dal diplomantu 3 vidike proizvodnje vina. Vinogradniški, vinarski in pa tržni.
So deli študijskih programov na Univerzi v Mariboru in Univerzi v Ljubljani, mislim, da zadnje čase nekaj tudi na Univerzi na Primorskem. Ampak recimo, ali je to kot del agronomije, kjer se potem seznanite malo z vinogradniškim delom, ali je recimo to del živilske tehnologije, kjer se pol študentje malo seznanijo z vinarskim delom, ampak takega zares študija usmerjenega v to gospodarsko nišo ni bilo. In smo poskusili. Odziv je zelo lep, vpis je, zanimanje kar lepo, prišli so prvi 3 diplomanti, ki so vsi tudi že zaposleni, kar nam je, mislim, še posebej v veselje. Zanimivo je pa tudi to, da mogoče moram to povedati, koliko znanja, tovrstnega znanja je tukaj na tem koncu, na Vipavskem, Briškem, Kraškem, obalnem področju, najbrž ga je tudi drugje, jaz se na to toliko pač ne spoznam, da ta študij postaviti ni bilo težko, je zelo praktičen, tudi prakse, ki jih študentje delajo po raznih vinogradniških in vinarskih hišah. In da smo naravnost že čisto na začetku, ko niti diplomantov še nismo imeli, smo dosegali vrhunske rezultate na študentskih tekmovanjih vinarskih in vinogradniških šol v Evropi. Jaz zdaj se niti ne spomnim več, ampak vem, da vseh priznanj, ki smo jih dobili, ampak evropskega prvaka smo imeli med študenti pred leti. Potem v lanskem letu recimo smo šli v prvo proizvodnjo univerzitetnega vina, manjša količina, mislim, da smo nekje okrog 1000 steklenic napolnili. In to vino je na tekmovanju v Meranovem izmed 15 univerz evropskih dobilo prvo nagrado v kategoriji, se pravi, postalo šampion v kategoriji belih suhih vin. Tako da res prijetno presenečenje, mislim, da je bila tudi to prava poteza, ki jo zdaj nameravamo nadgraditi. Prva nadgradnja je posestvo, ki ne bo služilo samo za študentsko delo, ampak bo služilo tudi za eno resno proizvodnjo vina, ker smo mnenja, da bi univerza oziroma fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo morala postati tista ustanova, ki bo v Vipavski dolini in Brdih, recimo, ali pa še obala v celem tem koncu, začela postavljati trende. Trende, univerza si lahko privošči postavljati trende, ker ni nujno vezana na to, da mora biti proizvodnja vina dobičkonosna. Za nas, če pokrije stroške, je to dovolj, za razliko od nekega proizvajalca, ki pa seveda proizvaja vino zato, da bo kaj zaslužil, ne pa zato, da bo trende ustvaril. Skratka, obetamo si tukaj veliko in svetlo prihodnost, upam, da nam bo uspelo. Če nekdo pride recimo na to vašo fakulteto, Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo, iz drugega vinorodnega okolja, recimo, da je to Dolenjska, da je to Štajerska, se lahko izobražuje tukaj, oziroma bo lahko ta znanje uporabil na svojem območju? Seveda lahko. Se ta šola ni zdaj, veste, to ni zdaj lokalna šola vezana samo na primorska vina. To je šola, ki kompletno je šola vinogradnika in vinarja. Če pride študent iz druge regije, edino, kar je smiselno razmišljati, je to, da mu zagotovite prakso v drugem vinorodnem okolišu, tam, kjer bo on delal. Ne pa tudi nujno, ni nujno, ker ni nič slabega, če znaš tudi nekaj, kar drugi znajo. Tako da, kar se pa samega študijskega programa tiče, je pa tako široko zastavljen, da ni tukaj nobene težave, če bi kdo prišel iz štajerskega konca. Tako. In tu je še Visoka šola za umetnost. Ja, to je pa nekaj naša novost, ki jo šele uvajamo. Lansko leto smo se na senatu odločili, da se bomo poskusili malce tudi umetnosti. Mogoče je koga to presenetilo, ker smo vedno trdili, da želimo biti bolj naravoslovno-tehnični, ampak umetnost ima veliko elementov, posebej, če govoriva o upodabljajoči umetnosti,
ima veliko elementov, ki sodijo tudi v naravoslovje tehniko. Konec koncev, če samo dizajn pogledate, kakršenkoli izdelek, tehnologija, preden konča na trgu, gre zmeraj mimo ali skozi roke dizajnerjev. Tako da to šolo smo potem se odločili na senatu, da začnemo. Projekti so bili pripravljeni, so poslali na svet za visoko šolstvo, kjer čakamo formalno akreditacijo, vendar v letošnjem letu ta šola že deluje, vpisali smo prve študente in pouk poteka. Če poveva, ima 4 nosilne izbirne module ta šola, animacija, video, film, fotografija in novi mediji in omogoča tudi raziskovanje vseh teh interesnih okoljih, pravite. Se pravi, spet, kot vidite, je spet ena značilnost naše univerze je, da ne dobite ravno neke klasične ponudbe. Se pravi, če je kdo pričakoval, da bo na šoli za umetnosti dobil študij slikarstva ali kiparstva, ne. Mi iščemo tržne niše, ki so nove, ki so moderne in ki dajejo izobrazbe, ki jih drugje v Sloveniji ni mogoče dobiti. No, eno so ti programi, ki sva jih naštela, mislim, da so to vsi. Dovolj, kaj ne? Veliko dela. Mislim, da je dovolj, zaenkrat. Poleg tega, seveda, univerza se ukvarja, kot ves čas tudi že omenjava, z raziskovalnim delom. To je en velik del vaše dejavnosti. Raziskovalno delo ima poseben prostor na naši univerzi in to zavestno, ne slučajno. Mi smo se odločili v začetku, da bomo postali raziskovalna univerza. Ne iz kaprica ali pa zato, ker ne je bilo nekomu všeč, ampak ker smo verjeli, da brez raziskovalnega dela bo izjemno težko pritegniti mlade ljudi, mlade profesorje, mlade asistente, ker veste, tukaj je naravoslovje, tehnika mogoče drugačno. Ljudje, ko so v mladem obdobju, želijo biti raziskovalci, želijo delati dobro znanost in jih seveda to pritegne potem na novo inštitucijo. Potem tako z leti zmeraj rajši učite, pa malo manj znanosti delate, pa rajši malo več učite, ampak ko si mlad, te zelo vleče raziskovalno delo. In se pravi, je bilo za nas strateškega pomena, če znanost postavimo, bomo dobili dobre ljudi, če bomo dobili dobre ljudi, bomo imeli dobro znanost, bomo imeli dober pedagoški proces in pravzaprav ni bilo izbire, je bilo to treba narediti. Izkazalo se je, da je bila odločitev prava. Poleg tega smo pa na ta način hočeš nočeš gradili raziskovalno univerzo in trenutno stanje naše je tako, da je, če pogledamo po dejavnosti, 55% naše dejavnosti predstavlja znanost in samo 45% predstavljajo pedagoško delo, se pravi vsi izvajanje vseh študijskih programov, tistih, ki sva jih naštela, plus še tistih, doktorskih študijov, ki se izvajajo na fakulteti za podiplomski študij. Vendarle ste naredili iz Nove Gorice univerzitetno mesto, postalo bo še bolj univerzitetno, ko boste zgradili kampus, ki sva ga že omenjala. Kaj pravzaprav lahko študent, ki pride v Novo Gorico, pa ni doma v tem okolju, ali lahko danes doživi pravo študentsko življenje? Tudi to je del študentskega časa. Seveda. No, če študent lahko doživi pravo študentsko življenje, jaz mislim, da ja, to je stvar študentov, ne? Zakaj ga ne bi mogel doživeti? Mislim, da to je stvar samoorganizacije mladih ljudi in ne rabite neke hude infrastrukture za lepo študentsko življenje. Če govorimo o tem segmentu študentskega življenja, potem je še ta drugi elementi so še učenje, študiranje, seveda infrastruktura, ki jo pa dejansko rabiš. To so študentski domovi, to so mogoče potem športna infrastruktura in tako naprej. No, če se vrnem nazaj, jaz bi popravil tiste izjave, da smo naredili Novo Gorico univerzitetno mesto. Delamo Novo Gorico univerzitetno mesto. Veliko smo naredili, veliko moramo pa še narediti. Ena zgodba je nedvomno kampus, ki bo dal Novi Gorici čisto drugačen pečat, kot ga ima trenutno zdaj in takrat
Veste, zdaj prijete v Rožno dolino, pa vidite eno hišo, pa rečejo, tukaj je univerza, pa tam dol vidite eno hišo. Ko boste videli kampus, ali pa jaz mislim, da ko bomo zdaj v teh dneh, ko boste videli načrte za kampus, boste šele dobili občutek, da ja, Nova Gorica bo univerzitetno mesto. In tukaj seveda niso samo prostori za znanost in pedagoško delo, ampak so tudi prostori za nastanitve študentov. V tem segmentu je Nova Gorica v tem trenutku zelo kratka, ponudba je zelo pičla in zato se seveda vsi skupaj, mi, mestna občina in tudi država, trudi, da bi čim prej število postelj v Novi Gorici povečali. Študentski dom, ki naj bi ga sofinancirala država in mestna občina, je, ne vem, če je, ali pa bi vsaj moral biti tik pred začetkom gradnje. Gradbena dovoljenja so pripravljena, lokacija je izbrana, načrti so narejeni. To bo prineslo Novi Gorici tam nekje med 150 do 180 novih postelj. Potem se univerza pogovarja z železničarskim domom, da bi ga že v letošnjem letu del preuredili v študentski dom, dolgoročno pa mogoče celo v celoti. Pogovori so tudi med ministrstvom, nam in podjetjem Presto v smislu javno-zasebnega partnerstva oziroma možnostih, ali bi se to dalo narediti pri obnovi še enega dela tistega samskega doma, tam, ki ga ima Presta. Tako da, če se bo te stvari približno ujele, jaz mislim, da bi Nova Gorica lahko v roku enih 3-4 let imela tam nekje med 300 in 400 študentskimi posteljami, kar bi bila pa že kar solidna ponudba. Koliko je danes študentov pri vas? Ja, pri nas je nekje okrog natančno zdaj ne vem, ampak nekje med 900 in 1000 študenti, ampak morate vedeti, da potem so v Novi Gorici še druge fakultete, ki to število dvignejo in seveda zelo poslabšajo stanje z prenočitvenih kapacitet. Kaj pa novi študijski programi v prihodnje? Mislim, da kaj zelo pretirano novega ne načrtujemo. V zadnjih letih smo se kar razširili in mislim, da je treba to konsolidirati. Mi nismo pristaši hitre rasti, čeprav nas včasih okolica od nas pričakuje, da bi šlo to hitrej. Hitra rast je zelo nevarna iz več razlogov. Prvič, ker jo ne zmoreš in drugič, ker jo kadrovsko ne moreš dobro pokriti. Vi se morate zavedati, da dobra univerza lahko raste tako hitro, kot lahko pridobiva dobre mlade kadre. In teh je, seveda vsako leto jih nekaj pride. Teh ne dobite enkrat v paketu na kupu, potem pa 10 let nič, potem pa spet en paket. Ne, ti prihajajo počasi in temu moramo mi prilagoditi našo rast, če želimo ohranjati kvaliteto, ki smo si jo zastavili in ki jo v tem trenutku dosegamo, ali pa celo to kvaliteto izboljšati. Tako da mislim, da kakšnih novih študijskih programov bo komaj kaj za opaziti. Največji napori bojo vloženi v razvoj novih znanstvenih področij. Tukaj predvsem mislimo štartamo na biotehnologijo in biomedicino. To je prvič področje, ki je v Sloveniji slabo razvito, in drugič to je področje raziskovanja prihodnosti. Jaz mislim, da 21. stoletje, če je bilo 20. stoletje v luči naravoslovja in fizike, 21. stoletje bo v luči bioznanosti in še posebej biomedicine, povezane z farmacijo in izdelavo zdravil, ne več na kemijski bazi, ampak na nekih drugih, bolj na biogenetskih osnovah. Gradnja kampusa bo vzela kar nekaj energije, izgradnja študentskih domov bo vzela kar nekaj energije, tako da mislim, da je čas, da to, kar imamo, konsolidiramo, postavimo v prave okvire in potem bojo prišli časi, ko bomo pa spet mogoče malo hitrejše pospešili našo rast. Veliko uspeha vam želim
tako pri znanstvenem kot pri izobraževalnem delu in seveda pri vsem snovanju in realizaciji načrtov. Hvala lepa, gospod Zavrtanik. Hvala lepa. Spoštovani gledalci, zlasti tisti, ki se odločate ali tisti, ki pomagate drugim, da se bodo pravilno odločili, izberite v tem času tisto, kar vam bo v prihodnje prinašalo zadovoljstvo, veliko uspeha in seveda tudi srečo skozi življenje. Dobro izberite, za danes pa srečno in nasvidenje.